na novo, samostojno in neodvisno državo, smo naredili ta miselni preskok v svojih glavah, pa tudi vsi poročevalci so to za nami ponavljali. Tisti trenutek je šla naprej naša resnica. Ne? In zato je bilo tudi, samo mimogrede rečem, ključno, da smo imeli svojo tiskovno agencijo, ker Tanjuk te razlage nikoli ne bi objavil, v Beogradu in jo ne bi širil. Nekaj dni prej smo jo dobili, a ne? Ja, zato smo tudi poskrbeli, zato sem takrat bil tudi v Zagrebu, da bi videl, kako so Hrvati ustanovili svojo. In iz tistega smo se tudi naučili, kakšna tiskovna agencija ne sme biti. Ampak ključno vprašanje je bilo državljanska vojna. To ni bila državljanska vojna. To je bil napad na Slovenijo, zaradi katerega je razpadala tudi JLA, ki je bila večnacionalna vojska, in pokazalo se je, da s tako vojsko tudi Milošević ne more nič početi v prihodnje pri uresničevanju tistih načrtov, ki jih je sam imel. Pa samo en stavek še rečem, tako da boste pol videli predstavo. Ena od teh velikih zgodb je zgodba o tej strašni oklepni brigadi iz Vrhnike, ki se je pripeljala v bližino letališča do gozda. Ni imela ne hrane, ne vode, ni česar. Goli in bosi so šli na to akcijo in zdaj je že trenutek, da se lahko pove. A veste, kako so jih zmehčali? Ko so bili vzpostavljeni stiki z njimi in so bili fantje tam prestradani in žejni, so jih v majhnih skupinah vozili na tuširanje na letališče in vsi, ki so se tam najedli, stuširali, prišli nazaj, so se samo pogovarjali o tem, kako čim prej iz Brnika nazaj. In tako so jih zmehčali. To se zdaj lahko pove. To se zdaj lahko pove. Prvič, nekaj stvari je treba povedati, po mojem mnenju, ki so pomembne. Prvič, to, kar pravi Jelko Kacin, drži. Badinterjeva komisija je sicer šele čez nekaj let pozneje povedala, da je dejansko prišlo do tega, da je Slovenija razglasila samostojnost in da od tistega trenutka naprej je bila agresija Jugoslovanske ljudske armade zoper Slovenijo v bistvu agresija na neodvisno državo. Drugič, mi v tistem trenutku nismo imeli ukaza vrhovnega poveljnika o uporabi orožja. Veste, s prazno puško se ne grozi. Ker če bi mi takrat angažirali naše bojne enote, ki smo jih imeli, in bi dejansko prišlo do spopada, bi dejansko lahko interpretirali to na različne načine. Terorizem. Tretjič, tukaj je potrebno absolutno, bom rekel, z vsem spoštovanjem govoriti o ljudeh. O ljudeh iz Vrhpolja, o ljudeh, ki so se, bom rekel, v Batujah, ki so se v Črničah, v vseh teh vaseh, po poti katerih je šla ta kolona, mislim, da je šla iz Pivke, pa čez Nanos, pa potem dol in tako naprej upirali in to z neke asistence lokalne milice takrat oziroma policije, ampak v glavnem so ljudje vzeli to nase. In ni slučajno, da je general Čad šel najprej na Primorsko. V zvezi s Primorsko je bilo cela vrsta špekulacij v Jugoslaviji, kaj se bo v resnici zgodilo. Razumljeno je bilo, da je to en del Slovenije, ki je najbolj projugoslovanski. In spominjam se debat, ki smo jih imeli, seveda ta pričakovanja so bila jalova. V resnici je pa to, bom rekel, baziralo na nekih predstavah o tem, kako smo dobili nazaj seveda Primorsko s pomočjo 4. armade, kar je seveda res. In neposredno pri spopadih za Trst. In to je bila že takrat mešanica vseh teh zgodovinskih in vseh ostalih predvidevanj. In tukaj je Čad udaril eno solo akcijo, oziroma verjetno dogovorjeno, ki je bila zelo nevarna. Ampak, gledajte, vi ste se, če govorim o vladi Republike Slovenije, takratni, enkrat maja že dogovorili, če bo prišlo do agresije, bomo odgovorili. Ampak vendarle ste potem 27. po tej proslavi zjutraj ob 6. se dobili, seja tega vojnega kabineta, in je bilo pač treba še enkrat reči, ja, mi bomo odgovorili z orožjem. Treba je bilo se odločiti vrhovni poveljnik. Predsedstvo Slovenije je moralo odločiti o uporabi orožja. Midva z ministrom Janšo sva takrat poročala, zahtevala pooblastila. Jaz sem bil takrat načelnik koordinacije, republiške koordinacije, ki je v bistvu igrala vlogo glavnega štaba, in to pooblastilo sva dobila. Ta ukaz je bil izdan.
In od takrat naprej smo mi potrebovali kar nekaj ur za to, da smo lahko odgovorili z orožjem na vse te grožnje. Zaradi tega, ker je bilo treba seveda v glavah ljudi, kljub vsem pripravam, narediti ta obrat, ki je bil potreben. To ni enostavno. Ni enostavno niti za vojake, ki so bili slabo pripravljeni, niti za našo stran. Veste, jaz sem zelo veliko časa potreboval za to, da sem v tej neposredni komunikaciji z poveljniki, predvsem območnih koordinacij in tako naprej, dosegel to, da smo začeli, bom rekel, delati tako, kot smo bili dogovorjeni in kot smo imeli načrtovano. Kaj pomeni ta včeraj, mislim, da videli nekoga v dnevniku našem, ki je rekel, treba je bilo prebiti ta psihološki moment. Ti fantje, ki so bili potem na Medvedjeku, kjer vemo, da je bila najbolj grozna zadeva, ne? Ti fantje so bili še 24 ur pred tem doma. Oni so delali doma, bili kmetje, zdaj so pa imeli pred seboj vojaka, človeka, oklepnik, na katerega je bilo treba streljati. Ja. Jaz tako rečem zase osebno. Jaz sem imel navršniki v tej brigadi, tam sem bil tudi rezervist po vojaški akademiji. Tam so bili 3 moji sošolci, Baltič, Vladeta, Obradovič, Zoran, Sulja, Biljal. To so bili fantje, s katerimi sem se 4 leta družil na vojaški akademiji. In tukaj je bilo treba sprejeti eno odločitev. Jaz na koncu na Brezovici sem streljal na tank, ki je pripadal mojemu sošolcu, Baltič, Vladeti. Treba je bilo sprejeti odločitev, na kateri strani si. Zame to niti ni bilo težko. Jaz sem vedel, kaj se bo zgodilo z menoj in z ostalimi, če Jugoslovanska armada zmaga. Ampak takrat se mi zdi, da smo bili ne samo Slovenci, ampak tudi ljudje, ki so živeli tukaj neslovenskega rodu, so bili precej enotni v tem, da se armada ne spusti naprej. Recimo, jaz sem poveljeval po tem vodu, v katerem so bili Bosanci, muslimani, Srb, Hrvat. Noben ni postavljal vprašanja, kaj ja, kaj ne. Ko so padli prvi streli, je vrag odnesel špase. Mislim pa, da je takrat predsedstvo veliko pomagalo pri odločitvi začetek premikov oklepnih kolon iz Hrvaške proti Sloveniji. S tem, kar je bilo tukaj, smo mi lahko obvladovali situacijo. S tem, kar je pa prihajalo, takrat je bilo pa vprašanje, ali bomo ali ne bomo obstali. In če bi vojaško dovolili, da se te enote, ki so iz Hrvaške prihajale, vodene s hrvaško policijo in spremljane na tem pohodu proti Sloveniji, če bi to dovolili, če bi njim uspelo priti sem in se povezati z enotami na teritoriju Republike Slovenije, bi pa ta vojna po mojem bila gverilska, dolgotrajna, dosti bolj krvava. Zakaj Hrvaška ni ustavila tankov, ki so šli? Zaradi tega, ker se je dogovarjala drugače, ker je bila prepričana, da bo bistveno več dosegla, če se ne bo spopadla z jugoslovansko armado, ker se bo dogovorila z Miloševićem o delitvi Bosne, o delitvi Jugoslavije, ker cela vrsta povsem političnih razlogov. Špegel piše o tem v svojih spominih, kako mu je Tuđman izrecno rekel, mi se v to nečemo mešati. In jaz sem dobil faks od njega ob 3 zjutraj, momci, sada ste sami. Kljub dogovoru, kljub podpisanemu sporazumu in tako naprej. In to je na nek način celo boljš. Mi nismo nikomor nič dolžni. Si predstavljate, da bi bili sreča v nesreči. Da bi bili dolžni Hrvatom danes, bom rekel, eno samo, bom rekel, bitko. Si lahko predstavljate to situacijo? Jaz si jo raj ne. Vi ste hoteli, gospod Kacin, povedati. Ja, jaz sem hotel nekaj reči o vaši hiši, ne? Ampak tega večina ljudi ne razume. Zdaj se padlo vprašanje, kdaj se je lahko odprlo ogenj. Morate vedeti, da vsi pripadniki milice in teritorijalne obrambe, ki so bili na položajih, nobeden ni mogel gledati televizije. Televizijo so lahko gledali tisti, ki so bili doma, ne pa tisti, ki so bili v rovih. In da je lahko ta koordinacija prenesla te ukaze in jih argumentirala vsem poveljujočim častnikom, je bilo treba fejsgarati in pojasnjevati in razlagati, kaj se pravzaprav že dogaja, kje, na kakšnem drugem delu Slovenije. Zato je potreben miselni preskok. In vsi, bom rekel, tisti, ki so bili doma, ki ste bili doma, so lahko to spremljali v živo in so bili v bistveno boljšem položaju, kot pa fantje v uniformah milice ali pa teritorijalne obrambe.
Prosim. No, ravno to, ker ljudje so pa gledali televizijo, poslušali radio neprestano, to je bilo vse odprto, smo imeli mi pa zelo zahtevne naloge. Namreč na vse bojišče, ki so bila odprta bojišča, nismo mogli poslati svojih snemalcev in takrat recimo smo objavili po radiju, da naj amateri snemajo in moram reči, da smo dobili vrsto izredno zanimivih, kvalitetnih posnetkov. Najboljšega smo celo nagradili s 3500 markami, bil je v vseh filmih potem uporabljen. Hočem reči, da smo bili na čim več mestih prisotni, ker ljudje so pa, če bi mi danes imeli tako gledanost, kot je bila takrat, jaz mislim, da bi bili najbogatejša televizija na svetu. Hočem reči, in smo imeli zelo zahtevno nalogo, namreč pazili smo tudi na svoje snemalce, niso mogli povsod biti, ni bilo poti in pa še nekaj je bilo, imeli smo samo 2 centra, praktično 3, pri katerih smo lahko signal pošiljali v Ljubljano. Torej iz Maribora in iz Kopra in Ljubljana. Vse ostalo je treba na nek način spraviti v center. Torej, vi ste se borili v narekovaju, mi smo pa mogli to na nek način ljudem dati, da je ta Slovenija bila enotna in bila je enotna, to vemo, da po moje nikdar več tako enotna, kot je bilo v tistem času. No, vendarle, zdaj, če rečemo, na tisti 2 bitki, ki ste seveda bili pomembni, mejni prehod Holmec in mejni prehod Rožna dolina, vsi vemo, da se veliko kasneje, potem Helsinški monitor, nekako so padli očitki slovenske obrambne sile, torej vojska, teritorialna obramba in policija niso ravnali korektno. Ali je Slovenija v bistvu iz te obrambne vojne išla pravniško povsem čista? Veste, kaj govorim? Brez vsake obtožbe pred kršenjem ženevskih konvencij. Mi smo popolnoma čisti, kar se tiče, bom rekel, spoštovanja ženevskih konvencij, kar se etike samega bojevanja, kakorkoli je grozno, da sploh, bom rekel, o tem govoriti. Vi morate vedeti, da je nasprotna stran, oziroma da so oficirji Jugoslavijske armade zelo težko preživeli ta poraz in da so poskušali na vse načine očrniti tudi našo stran. Da še danes poslušamo in na novo vrtijo, bom rekel, po različnih medijih te očitke o tem, da smo pač neetično ravnali in tako naprej, ampak vsi ti očitki so bili zavrnjeni. Na Holmcu se točno ve, da so naši ljudje padali pod streljo stostrelcev, da smo mi bili tisti, da so naši poveljniki, to tudi v vseh izpovedih tudi danes, zelo pazili, kdaj, kako, bom rekel, dejstvovati, da bi bilo čim manj žrtev in tako naprej. Sploh na Šentvidu, recimo, ne na Šentvidu, na Šentilju. Na Šentilju je, ko smo mi zasegli tanke in tako naprej, ko smo napadli stražnico nazaj in tako naprej, so bili prvi streli vedno pred stražnico, nismo nikoli neposredno dejstvovali in tako naprej. Tako da jaz mislim, da je vsi te poskusi, bom rekel, oblatiti našo stran niso uspeli, ker jih niso mogli. Hkrati pa niso uspeli recimo tudi z obsodbo Popova, ki je bil v Gornji Radgoni. Tudi tu vemo, da se je po 25 letih ta zadeva končala brez obsodbe. Čez 300 ovadb je bilo vloženih zoper agresorske armado in oficirje. Niti ena v slovenskem pravosodnem sistemu ni bila pripeljana do obsodbe, kar je seveda stvar neke posebne debate, še posebej, če velja sklep Baniterjeve komisije, da je dejansko šlo za agresijo. In bom rekel po drugi strani, ena od težjih stvari, ki se je zgodila ob Brionski deklaraciji, je bil tudi dogovor o tem, da izpustimo vse oficirje. Za razliko od tega, da recimo naših fantov iz vojske takrat so še vedno ostali v Jugoslavijski armadi. In takrat smo mi praktično, mislim, da nekaj čez 300, skoraj 300 ljudi, ki so bili zajeti, častniki, višji častniki, podčastniki, smo takrat izpustili. Ena stvar me še zanima, ti slovenski generali v Jugoslavijski armadi, Čad, Ožbolt, Hočevar, Konrad Kolšek, poveljnik 5. območja. Kakšna je bila pravzaprav komunikacija z njimi?
Kaj se je dogajalo med tem, da tako rečem, vojnim kabinetom, kjer ste vi bili, pa z nasprotno stranjo, glede na to, da ste bili po nacionalnosti isti? Med vojno sem jaz komuniciral z nasprotno stranjo. Jaz sem imel več pogovorov z Rašetom, generalom Rašetom. Imel sem 2, če se ne motim, z Životom Avramovičem, ki je generalpolkovnikom, ki je ledeni, v katerega so polagali veliko upov, potem, ko je bil zamenjan Kolšek. Nisem imel nobenega razgovora s Čadom. Imel sem razgovor z polkovnikom, mislim, da je bil Bajič, ki je bil šef letalstva na bihaškem letališču. To so bili pogovori med vojskojočimi stranmi, ki so izgledali približno tako. Predlagam, da umaknete enote tam, ne, mi ne bomo, mi vas bomo zdaj napadli, prosim, kar izvolite, mi vas čakamo. Mislim, dobesedno, tako smo se pogovarjali. Nikoli se pa nisem pogovarjal z slovenskimi generali, Kolška so itak umaknili, s Čadom se nisem, od drugih pa se ne spomnim, da bi kdo bil med poveljujočimi. Hočevar je, mislim, da šel takrat že v Beograd, ali ne vem, kje je bil, je potem tragično tam zaključil. Brovet je bil v generalštabu. Zdaj, Brovetovo vlogo danes mnogi pripisujejo, da je bil, bom rekel, da je bil bistveno bolj naklonjen miru kot vojni. Dejansko Jovič piše v tej zadnji knjigi, ki sem jo bral od njega, zašto so Srbi izgubili vek, da je bil Brovet tisti, ki je odsvetoval, ko je poročal na eni seji predsedstva, da bi udarili z vojsko, ker je rekel, da bi državni udar. To dejansko Jovič govori, ampak Brovet je odigral svojo vlogo, kot so vsi drugi zelo lojalno jugoslovanski armadi. Ampak poglejte, Adžič je tam rekel, mi bomo stvari pripeljali do kraja, sami ste zdaj Bihač omenjali. Kakšna je bila potem ta odločitev, zakaj, kaj je premaknilo to težo, da jugoslovanska armada ni pripeljala stvari do kraja tako, kot je grozila, če govorimo o Bihaču? Stvar je bila v načelu zelo preprosta. Mi vojne nismo začeli, v vojni smo se znašli. Ne? In tudi, ko gre za te vojaške spopade, pomembno je bilo, da so pripadniki milice, specialnih enot, prvi odprli ogenj, zato ker so bili tudi tega veliko bolj vajeni. Tudi teritorijalna obramba je bila manj izurjena od milice. In tukaj je bilo pomembno, kdo je stvari premaknil. Ampak ključno je naslednje. Mi v tej vojni nismo bili boj za to, da bi zmagali, ampak da bi vojno zaustavili, da bi vojno prekinili. In mi smo prišli v situacijo, ko smo se iz šibkejše napadene strani čez noč spremenili iz objekta v subjekt, postali smo enakovredni partnerji in smo se z njimi usedli za mizo. Ko so se začela pogajanja, se je razmerje sil v trenutku spremenilo. Mi nismo bili več inferiorni, tako kot je rekel tedanji sekretar za notranje zadeve. Z Janšo nihče ni hotel komunicirati. Zato je seveda on stvari prevzel. Noben v enem strani JLA se ni z njim pogovarjal. To že od vsega začetka. Od vsega začetka, ja. No, Janez je bil zraven pri vseh pogajanjih, zraše to in pozneje. Nekaj drugega, jaz vem, kaj ste vi vprašali. To, kar me pogosto sprašujejo, zakaj vojska ni enostavno uporabila vse sile? Ja. A veste, ta isti Taylor, ki sem ga na začetku piše o nemškem Wehrmachtu, francoska, angleška, belgijska in vse druge vojske so bile bistveno močnejše od nemškega Wehrmachta, razen v eni stvari, v leadershipu. In dejansko je bila situacija pri nas zelo podobna. Oni so bili močnejši, oni so imeli več enot. Njihova fasciniranost z lastnimi enotami je bila tako velika, da so enostavno pozabili, da ne da se z večnacionalno armado funkcionirati na ta način. In drugič, mi smo jih napadli v njihovi strategiji. Mi enostavno nismo dovolili, da razvijajo. Mi nikjer nismo imeli fronte. Oni niso mogli z letali napadati nič drugega kot civilne cilje. Tega se pa niso upali. To bi bilo pa seveda neka prekretnica, ki bi veliko hitreje končala ta spopad. Seveda z našimi žrtvami. Ampak mi nismo dovolili nobeni enoti, da bi šla iz kasarne. Mi smo držali praktično vse te kasarne brez vode, brez elektrike, brez hrane, brez komunikacij.
Kacinov ljudje so jim nabili zvočnike na vrata, stalno so jih napadali. Ta medijska komponenta vojne v Sloveniji na naši strani je bila do konca razvita s pomočjo televizije, s pomočjo radija. Mi smo dejansko prevladali. Prva depeša ameriškega atašeja iz Slona, vojaškega atašeja, že drugi dan vojne je bilo, je rekel, če bo to samo še en dan trajalo, je rekel, potem ta jugoslovanska armada bo razpadla, prav ker to, kar delajo slovenske enote, je neverjetno. In mi smo dejansko nismo pustili, ko je prišlo 28 do letalskih napadov, smo mi šli v protinapad. In danes mnogi govorijo, ja, takrat je bil ukaz, da moramo streljati na kasarne. Ne, mi smo pustili vsakemu poveljniku, da tam, kjer je imel inicijativo, tam, kjer je bil boljši, tam, kjer je lahko zajel, tam, kjer je lahko pridobil nekaj. Takrat so padli glavna skladišča, takrat smo dobili ključno orožje protitankovsko, protiletalsko. In mi smo že obrnili to situacijo in njihov napad na pretvornike Čadeževe je bil v bistvu napad na tretjo silo, kot si ti rekel. To je bila, ta divizija televizijska je bila za nas izjemno pomembna. In ni slučajno, da so to najprej napadli. Dve kratki repliki. Ja, mogoče razmišljanje vojaka. Jaz sem 88. leta končal vojaško akademijo, oklepne enote. Bistveno je bilo v času mojega študija sodelovanje z letalstvom. Letalstvo, ki ga je premogla Jugoslovanska ljudska armada, je bilo dvojnega namena. Eno je za obrambo zračnega prostora, drugo je bilo pa jurišna aviacija. Ta jurišna aviacija je imela preprosto nalogo sodelovati s silami na kopnem in izražati težišče in zagotavljati zračno premoč na teritoriji, kjer sile na kopnem prodirajo oziroma se bojujejo. In zdaj, če pogledate namen teh letal, sposobnosti teh letal, nihče ni letal pustil na letališčih primerov zato, ker bi nas imel rad ali pa se je nekdo z nekom zmenil, kot se danes to v javnosti poskuša čist vulgarizirati in preprosto povedati. Te letalske sile bi Jugoslovanska ljudska armada uporabila, če bi imela dovoljšno moč, ki bi te sile asistirale za prodor iz teritorije Hrvaške na Slovenijo, vendar so bila vrata v Slovenijo zaprta. Torej, tam ni bilo smiselno uporabljati teh letalskih sil. Drugo, če bi se enote, ki so bile tukaj razdeljene in blokirane, poskušale združiti, vendar so zelo jasno na terenu ocenili, da teh enot ni mogoče združiti, da iz tega jeklenega oklepa, v katerem so bile, jih ni možno premakniti. Tretje, niso mogli uporabiti aviacije zaradi tega, ker so bile naše enote v bojnem stiku z njimi. Kdorkoli bi šel uničevati cilje v bojnem stiku, bi na veliko ogrozil tudi svoje enote, ob tem bi pa tudi letala izpostavil protiletalskemu ognju. In Jugoslovanska ljudska armada, kakršnakoli že je bila, se je pa že takrat strezena. Verjetno so pa tudi tisti generali takrat se razumeli, da bi bila to enormna cena, ki bi jo morali plačati za eventualen mogoče operativni uspeh na delu bojišča, ne bi pa to spremenilo celotne situacije. Noben poveljnik v zdravi pameti tega ne bi naredil. To je zelo dobro povedano. Zadnji stavek. Ja, mi jih nismo vojaško premagali, vojaško smo jih načeli, medijsko smo jih porazili. In eden od premalo izpostavljenih delov so bila prizadevanja, da bi se slovenski vojaki vrnili domov iz JLA in da bi služili doma. In ta naš vzorec je potem, ko smo jih načeli, nenadoma preselil v Beograd in starši vojakov v Sloveniji so demonstrirali pred Zvezdnim sekretariatom za obrambo in zahtevali, da jim vrate decu. To je bil prelomen trenutek, ko jim je vojska dobesedno razpadala pri živem telesu in potem je bilo vse veliko lažje. No, sam jaz vam povem, da smo jih porazili. Moj občutek takrat je bil, da smo jih porazili in dejansko smo jih porazili. Oni niso mogli nič več. Taktično so bili nadigrani po 24. Ko se je začelo, ko smo mi imeli prvo premirje, se jaz spomnim, bom rekel, klicev, da ne za božjo voljo, kakšno premirje, mi jih imamo, dajmo jih še. Veste, če sem na začetku rabil 10 ur, da sem ljudi prepričal, potem sem rabil še enkrat 10 ur, da sem jih prepričal, da so se ustavili. V nekaj dneh ta vojna je nekaj tako, bom rekel, tako spremeni karakter človeka. Jaz ljudi, ki jih pred vojno sem jih poznal popolnoma drugačne, so med vojno postali drugi ljudje. In ko danes vemo, ali pa takrat, da je bilo 30 premirij v Bosni in da nobeno ni ratov, jaz to razumem. Samo izjemna organizacija na naši strani, subordinacija, organiziranost in tako naprej je dovolila, da smo mi v trenutku, ko smo rekli konc,
je bil konc. Če bi ta vojna trajala še nekaj časa, jaz ne garantiram, kako bi to izgledalo v nadaljevanju. Na srečo ni trajala dlje časa, 4 mesece, šibke 4 mesece je bilo potrebnih, da so potem z ladjo Venus zadnji vojaki 25. oktobra odšli iz Kopra. Vidim, da ste se dobro ogreli, rada bi še klepetala z vami, veliko zgodovinskih stvari je treba še povedati, za nocoj pa vseeno hvala. Gospod Kacin, gospod Bavčar, gospod Kovšca in gospod Čadež, hvala lepa. In hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci.